družba, moje ime je Jure Godler in to je oddaja Ta teden, v kateri si bomo pogledali, kaj se je dogajalo prejšnji teden. Vem, da ne zveni logično, ampak saj tudi v resnici ni. Na obisku Slovenije je bil generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg, ki je prišel povedati, da bo Slovenija morala povečati sredstva, ki jih namenja obrambi. But of course, burden sharing is about capabilities, it's about contributions, it's about NATO-EU cooperation, but it's also about spending and investing in defense. Denar pa denar pa denar. A ni to grozno? NATO se očitno ne zaveda, da se znamo Slovenci za obrambo zorganizirati tudi brez budžeta. Vprašajte Andreja Šiška. On ti vojaško četo sestavil s pomočjo 5 parov maskirnih hlač pa Gajbe Laškega. Skratka, z besedami bivše premijejke, we don't need money, we just need time. Cel kup enih načinov je, da se vojska poceni, recimo vojaške vaje ob Cerkniškem jezeru. Če zberejo prav termin, imajo lahko en dan vaje za pehoto, drug dan pa za mornarico. Izobraževanje za krizne situacije lahko prestavijo na ekonomsko fakulteto, tam so itak skozi v stalni pripravljenosti. Kot strokovnjaka za taktiko pa najamejo selektorja Matjaža Keka, ki je glih ostal brez službe in je znan po stavku napad je najboljša obramba. V enem tednu bo Zadar naš. Herr Stoltenberg aus NATO pa v Sloveniji ni bil prvič. Na obisku na Brdu je postregel z tole anekdoto. My father always gave me sladoled in Ljubljana, so that was, what should I say, the first time I started to like this city. In rekel, sin, poglej, kako lepa dežela. Škoda bi bilo, da bi jo kdo zbombardiral, ker so varčevali pri obrambi. Recimo mi. 2% bruto domačega proizvoda ni malo in ker Šarec ve, da je treba kompleksne stvari razložiti na preprost način, je tudi tokrat postregel s klasično šarčevsko primerjavo o varnosti. Tudi ko sedemo v avtomobil, se ne privežemo zaradi tega, da nas ne bi policist ustavil, ampak se privežemo zaradi nas samih in naše varnosti. Tako. A ni ta človek kot Marko z Radovednega Tačka? Ali pa Melkijat iz Pipi in Melkijat? Marjan, kaj je to vodenje države? Nič lažjega. Stojiš, mahaš, pa upaš, da te ne bo noben nič vprašal. Marjan, kaj je to korupcija? Nič lažjega. Daj mi, Jurija, pa ti povem. Marjan, katere živali so najbolj nevarne v Sloveniji? Nič lažjega. Kengurujčki. Prejšnji teden pa se je Marjan Šarec odpravil tudi na prvi delovni obisk tujine. Šel je v Bruselj in to, po nasvetu sodelavcev, namesto s prevozi.org z letalom. Svoje prve vtise je strnil v pesmi Dolgo časa nič potval unka, morn kjer, zdaj pa peljem v Bruselj se, saj sem premier. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je Šarcu namenil 10 minut več, kot je bilo načrtovano. Torej, natanko 10 minut, kar je logično. Preden Marjan našteje vsa področja, za katera ni strokovnjak pa odgovoren, cajt kar hiter mine. Dokaj obetaven pa je bil začetek s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem, ki je trenutno očitno v fazi blagih alkoholnih halucinacij. Mladi mož, to je naš premier v očeh predsednika Evropske komisije. Mladi mož, pridi mi boš natočil špricer. Ne, gospod Juncker, jaz nisem natakar. Kaj pa pol mi boš kufre nesel v sobo? Če je pri Donaldu Tusku ostal 10 minut dlje, se je sestanek z Junckerjem zavlekel pozno v noč. Pravzaprav nismo prepričani, ali se je Šarec že sploh vrnil z obiska ali še vedno v nekem bruseljskem bifeju skuša Junckerja prepričati, da bele miške niso relevanten sogovornik o prihodnosti EU. Po bruseljskih hodnikih pa že kroži tale šala, ki se je porodila nekje med sestankom obeh voditeljev. Ti, Juncker, a veš, da znam pa jaz hoditi tako, kot ti, ne da bi bil pijan. Težav pa nima zgolj Marjan Šarec, ampak tudi njegova lista, saj je po ugotovitvah Računskega sodišča v času predsedniške kampanje nezakonito prejela slabih 7.000 evrov. Tukaj ne gre za denar, ki ga je Marjan Šarec med kampanjo pridobil z nastopanjem na Abrahamih in zlatih porokah, ampak za denar, ki ga je stranka dobila v obliki izrednih popustov pravnih oseb. Glejte, Šarec je ljudski človek. Ko gre v trgovino, gre verjetno po meso v Tuš, po mleko v Špar, po kruh pa Mercator.
Pa vsako od teh trgovin vzame enega upokojenca zraven, pa dobi 10% popusta. Ne moramo se zdaj čuditi, da je tudi oglase za svojo kampanjo kupoval s popusti. Se pa človek vpraša, kakšne oglase je on kupil, da je dobil 7 jurjev popusta. Že z radija kličemo, smo vam posneli oglas, ampak na koncu rečemo, volite Mirana Šarca. A boste vseeno vzeli, vam damo popust. V teh 7 jurjev, ki jih je Marjan prišparil, pa je zajetih tudi 98 evrov popusta za tisk. Gre za novo ponudbo pri tisku predvolilnih plakatov. Lahko naročiš navaden plakat in plačaš polno ceno, ali vzameš 98 evrov popusta in izbiraš med predhodno vandaliziranimi plakati. S Hitler brki ali pa s penisom v ustih. Jaz osebno sem bolj fan penisov v ustih, ampak to je stvar okusa. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!